Jezus pravi, kdor hoče biti moj učenec, naj vsak dan vzame svoj križ in hodi za menoj. Z drugimi besedami, kdor se hoče zveličati, kdor hoče biti Božji, naj vzame svoj križ, hodi za menoj in prejel bo odrešenje. Jezus nas ni prišel hvaliti. Nikjer v evangeliju ne bomo srečali mesta, kjer bi Jezus rekel, joj, kako ste dobri, sej bo še vse v redu, nič hudega, krasni ste, komaj čakam, da vas sprejmem v svoje kraljestvo, le tako naprej. Ne, Jezus je rekel, spreobrnite se. Njegova beseda je resna, vedno znova. Kdor hoče biti deležen Jezusovega odrešenja, se mu je potrebno spreobrniti. In tu lahko nastane vprašanje, zakaj pa sploh odrešenje, kaj je to in kdo to potrebuje. Tako se morda vpraša vsak, ki mu gre kar dobro, ki nima večjih problemov, je mlad, bolj ali manj zdrav, in če ni čisto zdrav, saj imamo zdravnike in tudi druge stvari bo človek lahko rešil. Tehnika danes zmore marsikaj. In kaj pa potrebujemo pol, kakšno odrešenje? Seveda človek, ki tako razmišlja, ne misli veliko naprej. Če malo opazuje svet okoli sebe, vidi, da marsikaj ne štima, oziroma da je marsikaj zelo narobe, koliko je nereda v svetu, koliko je sebičnosti, koliko je stranpoti, pa nasilja, koliko je nevarnosti, ki prežijo na vsakem koraku, kjerkoli, pa rasizem, nepravičnost, izkoriščanje, pomanjkanje smisla, sovražne ideologije, in ne vem kaj še vse, da ne naštevam vsega zla, ki ga človek lahko opazi, če le malo gleda okoli sebe. Pa tudi, če gre še mimo vseh teh stvari, na koncu pride enkrat konec. Pride do tega, da je potrebno zapustiti ta svet. Smrt. In to je katastrofa. Konec življenja je katastrofa za tistega, ki ne računa z Jezusovim odrešenjem. Spoznati, priznati, videti, da je pri posamezniku in v družbi marsikaj hudo narobe, da je sistemsko narobe in da je potrebna torej intervencija. To je pravzaprav človek razumel že v davnini. Človek je razumel, da ne more sam rešiti vseh problemov, še najmanj po smrtnosti. Zato je vedno računal, da mu je potreben Bog, pač nek Bog, bogovi, kakorkoli so se že predstavljali. Mi pa vemo, da potrebujemo odrešenja, da ne bi bilo naše življenje na koncu izguba vsega dobrega, lepega, da bi bilo naše odrešenje v koncu tega življenja sprememba na boljše. To je tisto, kar človek gleda, da bi doživel. Še eno vprašanje, pa zakaj sploh vsa ta grozna godlja, v kateri se nahajamo? Že znameniti grški filozof Aristoteles je izjavil, da kar človek počne vse življenje, vsak dan, vsako uro praktično, je iskanje sreče. Kakorkoli že to pojmuje, ampak iskanje sreče in najmanj izogibanje bolečini. In če je tako, izogibanje bolečini, vedno neke nevarnosti, ali se ni stvarniku nekoliko ponesrečilo vse skupaj?
koliko je raznih krivic trpljenja. Trpljenje je za marsikoga glavni razlog proti veri v Boga, ker pravijo, ja, poglejte nedolžne, poglejte otroke, ki trpijo. Kako to, da Bog to mirno gleda? Kako to, da ni napravil svet takšnega, da ne bi bilo trpljenja? Zakaj pa je hotel, da je trpljenje? Kristjani, ki poznamo svetopismo, imamo odgovor na to. Ta odgovor je že v samem svetem pismu, takoj na začetku. Saj poznamo pripoved o stvarjenju. Prvi dve poglavji govorita, kako je Bog ustvaril svet, kakšnega je ustvaril. Da ne dolgovezim, vemo, Bog je ustvaril svet, v katerem je skladje, je harmonija, je raj. Svet, ki ga je dal človeku, je raj, v katerem človek ne trpi in se ne boji stvari, kot je smrt. Smrti ni. Človek v raju je Božja zamisel. Kaj bi bilo potem, ko teologi pravijo, da bi potem bil nek prehod v nebesa, še bolj k Bogu, po določenem času? O tem ne vemo veliko, ampak na vsak način Bog si je zamislil svet brez trpljenja. Pa potem tretje poglavje pojasnjuje, odkot je trpljenje. Trpljenje je od greha. Trpljenje je od zapeljevanja nasprotnika, ki je uspel človeka prevarati. Kako ga je prevaral? Da je obljubil božanskost. In sicer kako? Spoznajta zlo, dobro in zlo pa bosta kakor Bog. Spoznati zlo pomeni storiti ga, se spoprijateljiti z njim, biti deležen. In to pomeni storiti greh, pa se ti bodo oči odprle. Ja, odprle so se res, da sta potem videla, kako sta ranljiva, kako sta v strahu. Videla sta, da sta prevarana. To je bilo spoznanje, nikakor pa ne dosega božanskosti, pač pa izguba blagoslova, izguba neposrednega stika z Bogom v harmoniji. Kačena misel je bila, storite greh, pa boste kakor Bog. Poenostavljeno rečeno, ampak dejansko je to. Storiti greh, pa boš enak Bogu. To se ponavlja tudi danes. Kolikokrat ljudje mislijo, naredi to in to, pusti zapovedi, pusti poštenje, pa boš na konju. To se neprestano ponavlja. In človek je torej napravil grozno napako in se oddaljil od Boga, prekinil z Bogom. In potem je bil brez moči. Samo Božja milost je človeka obdržala na takšni ravni, da je bil človek še sposoben, čeprav oddaljeno, komunicirati z Bogom. Bog človeku ni dolgoval ničesar. Človek je napravil napako kljub svarilu, hudo napako. Hudo napako. Hotel si je prigrabiti božjost, božanskost mimo Boga. Prigrabiti, naropati. Zato je ta napaka enaka oziroma podobna hudičevi napaki, ki je hotel vreči Boga, recimo. In če rečemo, da Bog ničesar ne dolguje človeku, ki je
tako postal umrljiv, ampak je vztrajal pri reševanju človeka preko očakov, preko prerokov in tako dalje, nazadnje do Kristusa, zgolj iz ljubezni, iz usmiljanja do človeka. Takoj po grehu, vemo, je že obljubil rešitev. Ko reče kači, sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim zarodom in njenim zarodom, in ta ti bo glavo strl. Ta zarod od žene je seveda Jezus Kristus, Božji sin, sam Božji sin. Se pravi, Bog neposredno vstopi v človeško zgodovino. Zakaj? Zato, da bi nas odrešil. Jezusovo trpljenje, smrt, vstajenje je tisto, kar nas rešuje, kar nas dokončno rešuje. Potrebno je razumeti, še enkrat poudarjam, to ni bila dolžnost Boga, da to napravi, ampak gre za čisti dar iz ljubezni. Tudi če mi napravite to, da me ponižate, da me ubijete, vas ne bom sovražil in nas ni sovražil. Prenesel je vse, samo zato, da bi nas rešil. Koliko je teh, ki bomo rešeni, kakor upamo, ne vemo. Na vsak način se je potrebno potruditi. Brez truda ne gre. Potrebno je napraviti vse, da bi človek prišel do tega odrešenja strani Jezusa. In moramo razumeti, križanje kot višek trpljenja Jezusa Kristusa, kot višek ponižanja, strahotnega ponižanja. Tega si ni izmislil Bog. Bog je to zamisel od človeka. To ponižanje križa sprejel, tudi to mi lahko napravite. Pa vas ne bom sovražil. Tudi iz tega bom napravil blagoslov. Samo v Bogu je mogoče, da iz greha, iz najhujšega možnega greha, kar je ponižanje, uboj Božjega Sina, da tudi iz tega napravi največjo možno milost, blagoslov za človeka. S tem je Bog napravil, da je ta najhujši greh, greh proti Božjemu Sinu, vse druge grehe nevtraliziral. To je možno samo pri Bogu. Bog vse obrne na dobro. Človek obrača, Bog pa obrne. Človek obrača ponavadi po sugestiji nasprotnika, spodnjega, Bog pa v svoji vsemogočni in usmiljeni ljubezni vse obrne v dobro, če sodelujemo z Božjo milostjo. Seveda, sodelovati z Božjo milostjo, odrešenje, ki je za vse ljudi, se uresniči v vsakem od nas, če sodelujemo z Božjo milostjo, če napravimo tisto, kar Bog od nas pričakuje. Jutri pa bomo razmišljali o tem, kaj konkretno napraviti, da si bomo pridobili milost odrešenja.